Tokrat v občinskem informatorju. Dan vseh svetih, dan, ko se z ljubeznijo spominjamo naših umrlih. Na Ptuju postavili klopco ljubezni. Muta razvija kolesarske poti za čim boljšo varnost kolesarjev. Na občinski seji v Staršah svetniki ob prvem branju potrdili predlog odloka o proračunu. V Hajdini bodo zrasla nova stanovanja. Na Destrniku podpis pogodbe za kolesarsko pot. Lepo pozdravljeni. 1. november je dan, ko se poklonimo spominu na umrle. V krščanski veri je na ta dan praznik vseh svetih ali spomin na pokojne. Z nadžupnikom Tadejem Legnarjem smo spregovorili o tem, kaj ta dan pomeni in kako se lahko poklonimo spominu na svojce bližnje. Dan vseh svetih je dan, ko se kristjani z ljubeznijo spomnijo na tiste, ki jih ni več med nami. Seveda je to zelo pomembno. Kajti to so bili ljudje, ki so pravzaprav najbližji, ki so nam darovali naše življenje, naši starši, sorodniki, znanci, prijatelji, s katerimi smo hodili skupaj v našem življenju. In prav je, da se jih spominjamo, ker pravzaprav kristjani verujemo, da smo duhovno še vedno zelo povezani med seboj. Na ta dan so krščanske družine povabljene k molitvi rožnega venca ali katere druge molitve. Da se jih spomnimo, pa da se tako tudi duhovno povežemo. To so pravzaprav zelo lepi dnevi, tam, kjer še to upoštevajo, ker smo resnično duhovno povezani med seboj. Običaj je, da gremo prav na ta dan tudi na grobove, kjer umrlim prižgemo svečko. Predvsem v tem smislu, da prižgemo mi svoje sveče v svojem srcu, in da se jih spominjamo, sicer ne samo na dan vseh svetih, ampak tudi večkrat skozi leto. Se kaj pogovorimo z njimi na grobu ali pomolimo skupaj z njimi, se poveselimo pravzaprav obiska in smo veseli, da imamo tudi grob, kamor lahko gremo, prostor. To je tudi čas, ko bi lahko naglico dali na stran in se nam ne bi mudilo z enega pokopališča na drugega ali z enega obiska na drugega. Nekateri to zelo lepi morda namenom iz enega pokopališča na drugega, nekateri pa s tem pravzaprav tudi norijo, morajo prižgati na 10 grobovih. Ni potrebno. Je lahko tudi mogoče samo en grob oziroma eno pokopališče, pa se tam spomniš tudi ostalih svojcev, medtem pa ima leto 365 dni, tako da še lahko kdaj izkoristimo tudi ta dan. Ta dan in dnevi okrog vseh svetih naj bodo v duhu poglobljenih odnosov. Predvsem pa res ta duhovna naveza, ne zgolj ta materializem, moram biti nujno tam prisoten, če me ne bo, kaj bodo pa rekli moji sorodniki, če nisem prižgal tam svečo. To so pač bolj take zunanje nepomembne stvari, ki pa človeka pravzaprav raztresa, namesto da bi izbiral to svojo duhovno prisotnost živimi in spokojnimi. In obenem so lahko tudi opomnik na minljivost našega sočasnega bivanja, zato je dobro, da se povežemo in drug drugemu poklonimo čas. Članice kluba Soroptimist so svojemu namenu predale klopco ljubezni. Ta je postavljena na drugem najvišjem vrhu v ptujski občini na Gomili, ki ponuja čudovit razgled. S tem so se vključile v družino klopc, ki so postavljene po vsej Sloveniji. Pretekle dni so članice kluba Soroptimist Ptuj 20. obletnico obstoja obeležile s posebnim dogodkom. V uporabi so predale klopco ljubezni. Glavni namen klopce je spodbuditi gibanje in hojo. Izbrale so Gomilo, ki nudi čudovit razgled. Idejo je dobila pravzaprav naša članica Tjaša Margolej Jukić, ko je čitala eno revijo, v kateri je bila predstavljena ena taka klopca ljubezni in seveda tako je nekako smo se navdušili nad to idejo in glede na to, da klub Soroptimist tudi letos praznuje 20 let in našega praznovanja v klasičnem smislu, kot smo ga planirali prvotno, ni bilo možno izpeljati, smo rekli, pa dajmo potem postaviti klopco ljubezni in naj bo to en tak prispevek Soroptimist kluba Ptuju in Ptujčanom in ideja je potem se tudi realizirala in klopca ljubezni zdaj tukaj stoji. In odkot je Tjaša prišla na idejo? Klopca ljubezni bi lahko kar črpala doma. Pri možu, ampak ne. Res je, sredi poletja sem v eni reviji zaznala, da obstajajo klopce ljubezni, seveda potem sem se pa poigrala po internetu in ugotovila, za kaj gre. Ker pa jih je že toliko
in zmeraj so na najlepših točkah, se mi je zdelo, da se to zasluži tudi Ptuj. Pričakujejo, da bo dobro obiskana. Ker pa so te klopce posejane, naše 33. po celi Sloveniji, obstaja tudi gibanje, ko po Sloveniji obiskujejo te klopce. Se pravi, da pričakujemo tudi druge pohodnike, ne samo naše Ptujčane. Kakor, če gremo mi na Bled, gremo tja obiskat klopco ljubezni, ali pa če gremo na Bohinj, ali pa naslednja bo, kot zanimivost, v Trbovlju, na Dimniku, na 330 metrih. Čeprav gre za na videz enostaven projekt, temu ni tako. Projekt je širši, ima tudi svoj smisel in pomen. In ko smo se mi odločili, da bomo jo imeli, smo našo članico Nuško, ki je sicer županja, Nuška Gajšek, vprašali, kje bi naj to bilo. Ona je dala eno idejo, ki je bila sicer super, še posebej zato, ker je bilo na občinskem zemljišču, toda avtorja tega projekta sta to zavrnila in sta rekla, klopca mora biti tam, kjer se ne da priti z avtomobilom, kjer se ne da priti z motorjem ali kolesom, kjer se je treba malo potruditi, da bi prišel, in ko prideš do tja, je lep razgled. Klopca je iz slovenskega macesna, ki ima dolgo življenjsko dobo. Dejansko je že posebno zaradi tega, ker je Ptuj najstarejše mesto v Sloveniji in smo zelo veseli, da nas je sprejel v svoje okrilje. Pogled je čudovit, na polje, na jezero, na ostale griče, tudi sam sončni zahod pričara oranžno nebo in pa tudi gorice naokoli, jesenske barve, tako da mislim, da je čudovita lokacija in tudi zaradi tega posebna. V 20 letih so izvedle številne projekte, na katere so izjemno ponosne. Izpostavila bi mogoče naše krožišče pri bolnišnici dr. Jožeta Potrča, ki je po mojem mnenju še vedno najlepše na Ptuju. Izpostavila bi zbiranje sredstev za mamograf, to je bil en ogromen projekt, ki res moram reči, da smo zelo vesele, da smo ga uspeli izpeljati s pomočjo Ptujčanov in podjetij, ki so tukaj pomagala in donirala. In potem kasneje smo tudi pomagali pritegniti program Dora na Ptuj, kar pa je za ženske zelo velikega pomena. Sicer se je zgodba ljubezenskih klopi začela pisati leta 2013, ko je Klemen Klevže naredil prvo klopco in jo postavil na Boču. Klopi imajo tudi svoje QR kode in tablice s posebnimi mislimi. V Zgornjedravski dolini razvijajo dravsko kolesarsko pot, na katero se bodo priključili tudi z Mute. V tej občini sicer prav tako urejajo kolesarske poti tudi ob lokalnih cestah. Župan Mute je izpostavil, čemu je nujno treba urediti kolesarske poti. Kolesarjenje ima več, ravni, čemu se posveča temu. Jaz daleč najbolj izpostavljam varnost na tem delu. Moja prioriteta je bila, ko sem postal župan tukaj na Muti, tudi kolesarska pot, pa ne zato, da se bi mi sprehajali po njej, pa vozili samo kolesarji, ampak in naš cilj je bil, da kolesarje spravimo iz glavne magistralne ceste. Ta je postala tako prometna, s tako veliko frekvence prometa, da je prav nevarna za kolesarje, kolesarke, celo otroke, ki se vozijo na kolesih ali zraven staršev, in tu smo v zadnjih letih uspeli narediti velik preboj. Ob tem, da sodelujejo v projektu Naša Drava, imajo sami tudi načrtovane projekte. Mi imamo zdaj, iz Spodnje Mute do občine Radlje res končano, kvalitetno, varno kolesarsko pot. V letošnjem letu si pa nadejamo, da bomo pričeli še en nedokončan, sicer najtežji del projekta, to je iz dela pri hidroelektrarni Vuzenica, se moramo dvigniti s kolesarsko potjo na približno 40 metrov višji plato industrijske cone, in tu gre za en zelo zahteven projekt, ki ga bo financirala Republika Slovenija. Sicer pa bodo izboljšali še nekaj že obstoječih kolesarskih poti. Ravno zdaj delamo na projektu ene tehnične izboljšave kolesarske poti ob sami reki Dravi od tako imenovanega Ribičja do Gortine. Od tam naprej pa je del kolesarske poti že narejen in pa upamo in pričakujemo, da bojo sosedje v občini Dravograd vložili napor, da bojo iskali čim hitrejšo način sprojektiranja in seveda zgradnje tudi po levi strani reke Drave proti Muti, tako da povežemo zdaj že avstrijsko stran z Dravogradom, Muto in naprej do Radl.
Prepričan je, da bo dravska kolesarska pot v vseh občinah končana v roku 3 let, tudi na Muti skupaj z vso infrastrukturo. Na občinski seji v Staršah so predstavili predlog odloka o proračunu za naslednje leto. Občinski svetniki so ga ocenili kot pozitivnega, kot investicijskega in dali zeleno luč za nadaljnjo obravnavo. Strinjali so se tudi s tem delom, da bi se morala občina zaradi visokih zneskov prioritetnih projektov zadolžiti. Na seji občinskega sveta občine Starše so predstavili predlog odloka proračuna za naslednje leto, ki pa je predvsem zaradi 2 projektov enormen v primerjavi s prejšnjimi. Prioritetni projekti pa so pravzaprav 4. To so sigurno dokončanje šole, ki mora po pogodbi biti dokončana do 1. septembra. Potem je tu komunalna ureditev industrijske cone, saj smo vezani na kupce, mi to moramo zagotoviti, in pa seveda oba projekta DRSI-ja, rekonstrukcija ceste skozi Brunšvik in pa skozi Starše, kjer občina sodeluje v bistvu skoraj z 2 milijonoma sredstev. Se bo pa občina Starše morala zaradi visokih zneskov, predvsem pri prvih 2 projektih, tudi zadolžiti. Ko smo proračun sestavili, ko smo predvideli prihodke, je seveda nastala proračunska luknja v višini 2 milijonov in v tej višini v letu 2022 načrtujemo zadolževanje. Ali bo zdaj mora biti kaj malega več, to bomo videli tokom leta, kaj se bo dogajalo. Namreč leto dni sem župan in opažam nekaj. Država bi absolutno, ne glede na to, da ta vlada res delala dobro z lokalno skupnostjo, ampak pri projektih, ki so povezani z javnim šolstvom, ne nazadnje je šolstvo Slovenije javno in obvezno, bi morala država absolutno sodelovati v teh projektih z večjimi subvencijami oziroma z večjimi sredstvi. To ni normalno, da občina z 4000 prebivalci in 4 milijonskim proračunom, da je pripuščena v bistvu bolj kot ne sebi glede izvedbe projekta, ki je recimo vreden 5,5 milijona in je povezan z eno podružnično šolo, v kateri bo na koncu 100 otrok. Podžupan Malek je sicer zaradi previdnosti, da ne bi zmanjkalo denarja, predlagal, da bi se zadolžili za večji znesek od predlaganega. Vsaki evro v občinskem proračunu in potem začne zapirati nekaj aktivnosti, se samo nekatere negativne zadeve, pa so to na koncu društva, pa so to nekatere civilne iniciative, pa vsake druge stvari. In ko jih ti začneš nekako zapirati in mi razlagati, da to zaradi, imel pa si možnost, da bi zdaj proučil, koliko in kaj boš naredil še v 2 naslednjih letih, pa toliko več se zadolžil. Ker bi to posebej enako, ali se zadolži za 2 milijona ali za 3 na koncu, ko boš pa rabo v tistem trenutku, pa bo to obremenitev. Obremenitev pa tako in tako bo, ker če ne boš kredite vzel, potem ni dobene obremenitve, pa ne boš tudi nič naredil. Občinski svetnik Munda je prav tako potrdil predlog proračuna, a je pripomnil, da je vesel, da so se stvari pri podružnični šoli Marjeta premaknile. Župan s to ekipo, kolikor je videti, se zelo bori in dela zelo dobro. V bistvu skoraj nimaš več kaj sam za dodati. Kot svetnik sprejemam to 3. proračun in vam moram povedati, da tako lahkega dela in tako lahke odločitve še sploh nisem imel. Kar se pa tiče Postmarjeta, sem zelo vesel, da so se stvari premaknile. Sami ste spremljali, lahko rečemo, boje okrog te šole. Seveda, potreba pa vse so bile, vendar v mejah normale, v mejah financ, če bi se delala šola v tistem projektu, kot je bil predstavljen, se pravi sred Dravskega polja, 8 metrov globoko telovadnica, ni bilo povedano, da bi se mogli delati piloti, da se ne bi sosedom posedla hiša, si lahko sami predstavljate, koliko bi nas tam, rečemo po domače, stala samo klet. Previden, kar se tiče predlaganega zadolževanja, pa je občinski svetnik Čuš. Malo smo zdaj v negotovem času zaradi tega, ker se trenutno cene na trgu dela, pa tudi trgu materijalov predvsej visoke. Tako da jaz upam, da se bomo odločili, ne vem, kaj bo sedaj v drugem branju. Raje vidim, da imamo morda fiksno obrestno mero, kot pa da gremo za Euribor noter, ker naslednjih 15 let je malo vprašanje, kaj se bo sploh nadaljalo na svetovnem trgu. Drugače pa nimam nič proti, ker teh 130, pa recimo 140-150 tisoč evrov na leto za občino res ne so biti problemi. A župan je izpostavil, da so z izvajalci gradnje podružnične osnovne šole Marjeta sklenili pogodbo na ključ. To vrstna pogodba na ključ
nam zagotavlja eno finančno varnost. Seveda pa nobena pogodba ni takšna, da ne bi mogla stranke razdreti, vkolikor pride do neke višje sile, do nekih nepredvidenih okoliščin. Ampak ta pogodba je v bistvu najmočnejša pogodba v gradbenem pravu, ki nekako naročniku zagotavlja, bi rekel, višino sredstev potrebnih za nek projekt. Kar se tiče samega predloga proračuna za naslednje leto, pa velja, da gre zdaj v javno obravnavo, na decembrski seji pa bodo odločali o sprejemu. Leta 2019 so v občini Hajdina sprejeli občinski prostorski načrt, ki prispeva k dodatnemu preseljevanju v občini. V preteklih dneh so pričeli s prvimi deli v neposredni bližini občine. Opaziti je, da se vedno več družin odloči ostati v Hajdini. V neposredni bližini poslovno-stanovanjskega centra v občini Hajdina so se pričela izvajati dela. Na tem mestu bo namreč zrastel nov stanovanjski kompleks, na katerem ravno sedaj komunalno opremljamo to zemljišče, to se pravi urejamo kanalizacijo, cesto in pa vodovod. Predvidena je stanovanjska gradnja, 51 stanovanjskih enot. Naloga občine je, da zagotovimo komunalno opremljenost, medtem ko je privatni investitor tisti, ki bo te stanovanjske enote zgradil. V naslednjih 3 letih je predvideno 51 stanovanjskih enot, kar pomeni bistveno povečanje našega prebivalstva, kar bo seveda pripomoglo tudi temu, da bomo mogli na drugih področjih zagotavljati prostorsko, v šoli, v vrtcu. Občina se ponaša tudi s certifikatom Mladim prijazna občina. Zato se trudijo sprejemati ukrepe, s katerimi certifikat uspešno ohranjajo. Je pa seveda spodbudno, da je veliko mladih družin ostalo pri nas. To je povzročilo tudi to, da smo imeli zelo aktivno komisijo za mlade, tako da smo dobili certifikat Mladim prijazna občina, kjer smo kar nekaj ukrepov vključili v proračun za to in pa naslednja leta. Med drugim imajo subvencioniran komunalni prispevek v višini 50% oziroma 40%, nagrajevanje mlajših družin, nagrajevanje študentov z prevozi in pa seveda nagrade za tiste, ki diplomirajo, magistrirajo ali opravijo doktorat znanosti. V načrtu pa je tudi gradnja doma za starostnike. Tukaj v neposredni bližini centra, ob cerkvi in pa ob društvu upokojencev je tudi v prostorskih aktih planirano, da se zgradi dom starejših. Moram povedati, da je privat iniciativa, ker je zemljišče privat, v preteklem letu že dobilo koncesijo, terminski plan izgradnje pa je do konca leta 2023. V občini so sicer večina zadanega v letošnjem letu že zaključili ali pa so realizacije v zaključni fazi. Pred začetkom del za novo kolesarsko pot med Janežovci skozi naselje Dolge Njive do naselja Drstelja vse do režijskega obrata v dolžini približno 2 kilometrov so na občini Destrnik podpisali pogodbo z izvajalcem del in nadzornikom. Nova kolesarska pot, ki bo tekla mimo nekaj naselij, je investicija, za katero je občina Destrnik pridobila sredstva. Projekt kolesarke bo strani države nekaj čez 380 tisoč evrov. Prva 2 kilometra kolesarke sta 409 tisoč evrov. Torej razliko bomo pokrivali DDV iz proračuna, potem pa še pride 400 metrov kolesarke na državni cesti in sofinancirski delež občine na samem krožišču. Tudi tu bo okrog 150 tisoč evrov strani občinskega proračuna. Izgradnja poti je pomembna z več vidikov. Zelo pomembna zadeva za tako občane, turiste, predvsem pa, veste, zelo vesel sem, da bodo to kolesarko koristili tudi otroci, ker je vendarle bistveno bolj varno, da gredo po kolesarski poti, kot pa po tej državni cesti. Župan Destrnika je v imenu občine podpisal pogodbo za gradnjo nove kolesarske poti z izvajalcem del. Naše delo vsebuje od izkopov, nasipov, od odvodnjavanja cestišča oziroma kolesarske do asfaltiranja, do končne ureditve. Izvajalca bodo tudi kmalu uvedli v delo. Faza les, kakšen bo zimski pogoj, kaj bo zima, ampak koliko se bo dalo, da bomo zemljski del naredili pred zimoj. In določene nasipe, da se naredi pred zimo, zaključna dela oziroma asfaltiranje bo pa sigurno na drugo leto. Ja, saj da groba dela nekje imamo v planu,
če bo le vreme ugajalo, naredili še letos. Podpisana pa je tudi pogodba z nadzornikom. Moje delo, se pravi, je spremljanje izvajanja oziroma skladno spremljanja z projektno dokumentacijo, to je osnovna naloga nadzora. To pomeni projektanti, ki so, bom rekel, traso te kolesarske ceste zasnovali, so to v obliki, bom rekel, izrisov in opisov in samih popisov del opredelili, bom rekel, vsebino tega projekta in jaz kot nadzornik moje ime, oziroma v mojem, bom rekel, podjetju nastopam tudi kot odgovorni nadzornik fizično na terenu, bom potem dolžen spremljati usklajenost same izvedbe z projektom in z popisom del, da ne rečem tudi skladno z podpisano pogodbo. To pa pomeni, da nadzira vse v kompletu. Sama fizična izvedba, kontrola usklajenosti materialov, ki naj bi bili primerni glede na zasnovo, ki jo je naredil projektant, tako da bom rekel, pridemo do neke celote kot skupka, da bo zadeva narejena, tako kot je pač strokovno tudi to zahtevano oziroma pogojeno. Predvidoma v dneh po praznikih pa se pravzaprav začne, saj bodo izvajalce na terenu takrat uvedli v delo. Toliko za nocoj oddaji Občinski informator. Ob 20 uri lahko na BKTV spremljate oddajo Dialog, gost Sebastian Valentan. Sveže novice pa najdete na spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Upam, da ste današnji praznični dan preživeli lepo, ter da bo tak tudi preostanek večera. Želim vam lep pozdrav in nasvidenje.